Spoštovani prijatelji pomladi in slovenske države. Ni si mogoče izmisliti. Ni lepše in bolj avtentične, žive prispodobe za najvišji dosežek slovenske zgodovine. Kar sta plebiscit in rojstvo samostojne države bila. In si ni mogoče izmisliti boljšega. Ta pohod na Jakoba se je rodil iz sanj in hrepenenja, iz najgloblje slovenske ljubezni. Zato se ob 30. pohodu zahvaljujem avtorjem in organizatorjem teh veličastnih vsakoletnih dejanj. S tem pohodom v resnici praznujemo zvezdni trenutek slovenske zgodovine, nasmeh zgodovine, poljub zgodovine. Kakor so pravi ustvarjalci te zgodovine poimenovali vrhunec slovenske pomladi, jaz sem ga poimenoval zasluženi dar zgodovine. Slovenska pomlad je pomlad vseh pomladi in je zaslužen dar zgodovine. Slovenska pomlad je neponovljiva, a obnovljiva slednjo pomlad. Ko kmet gre po vsaki premagani zimi na polje in njive orati in sejati, sočno in zvestno, kot prvo pomlad. Ob tej več kot srebrni 30-letnici naj dodam dva zgodovinska pesniška zapisa slovenske zgodovine, in sicer, ker smo ravno v knjižnici Prešernovega in Cankarjevega. Narod enkrat blagoslovljen, 9-krat obsojen. Kako si živel? Kaj si doživel? Tvoja dolga povest je povest o siromaku betežnem, ki vstaja, vstati ne more. Koliko je dolin in kotlin po teh lepih deželah, ne držali bi vse tiste krvi, ki je bila to prelita. In koliko je še prelite. Komaj si stopil na svet, si bil te narod sužen med narodi, otrok si bil že sužen, psovka ti je nam delila, palica ti ga otepala, sovali so te od vseh strani, očmi in mačeke, botri in botrice, včasih si zajokal, včasih si umaknil sotrujen, včasih si pa tudi planil. Ali komaj si planil, so te potrli na tla, zvezali so te še tesneje in celo usta, so te zaklenili. V curkih je tekla kri iz tvojih žil, napojila je to zemljo za več plahter globoko. Zato je ta zemlja rodila. In kadar si jedel sušni kruh, si jedel sam svoje meso in pil svojo kri. Močan si, slovenski narod. 1500 let krvaviš, izkrvavil nisi. Narod mehkužnik bi dušo izdihnil, še sveče bi mu nažgali, še bil bi mu napeli, ti pa 1000-krat ranjen, utrpljenju, utrjen, ti komaj zmaješ z rameni pod težko sovražno testijo in praviš, nikar te, ta burka je stara že 1000 let. In še nekaj z te zakladnice slovenske besede, srčne slovenske besede, da bi nebesa milost nam skazale, odtajat kranja našega sinova, njih in Slovencev, vseh okrog rodove, s domačimi pesmam, Orfeja poslale, da bi nam srca vnelo za čast dežele.
med nami potolažil razprtije. In spet se ti narod, slovenšne cele, da pod sladkote njega poezije potihnil vas prepir. Bile vesele viharje v jesnih mrtve domačije. Viharjev jeznih mrtve domačije bile pokrajine naše so, kar samo tvoj duh je zginil, kada tvojo jamo pozabljeno od lukov veter vrije. Obložile očeto razprtije s Pepinom in so jarno osužno ramo od od samo krvari punt poznamo, boj pitovca in ropanje torčine. Minuli sreče so in slave časi, ker vredna dela niso jih budile, obmavknili so pesmi sladke glasi. Kar niso jih zatrle času sile, kar raste rož. Na mladem nam Parnasi izdihle in soze so jih redile. Izdihle in soze so jih redile, s Parnasa mojo rožico ključujoče. Soze z ljubezni so do tebe vroče, iz domovinske so ljubezni lile. Skleče misli, da Slovenec mile ne ljubi matere vam upajoče. S bridkostjo so srce mi napolnile. Naj živi plod slovenske pomladi. Spoštovani prisotni, lepo pozdravljeni po tako slavnostnem začetku, ko sta nam delček domovine in njene kulture prikazala moški pevski zbor Preska in pesnik in igralec Tone Kuntner. Dobrodošli na odprtju fotografske razstave ob 30-letnici slovesnih srečevanj na Svetem Jakobu. Naj na začetku pojasnim, kako to, da letos praznujemo 30. srečanje, ko pa je vendar od plebiscita minilo 29 let. Naše prvo srečanje je bilo namreč že na dan razglasitve izidov plebiscita. Torej je bilo prvo srečanje na leto nič. In bomo tako prihodnji teden na Svetem Jakobu v resnici praznovali 30. srečanje. Zdaj pa k pozdravnemu nagovoru vabim našega nocojšnjega gostitelja, direktorja knjižnice na Sotočju, Igorja Podbrežnika. Lep pozdrav vsem mojim gostom tukaj, ki ste prišli danes, da se morda po 30 letih pogledate, kako je bilo takrat, ko so se odvijali ključni trenutki na osamosvajanju naše Slovenije. Na samem začetku čakali ste končno odločitev. 30 dni ali še celo nekoliko več dni je trajalo od odločitve za plebiscit do dneva, ko smo šli na volitve. Večini od nas, ki smo danes tukaj v tej dvorani, nam je bil rezultat tega plebiscita jasen, ampak treba je bilo iti na volitve. In na teh volitvah se je izkazalo, da želimo živeti v samostojni Sloveniji. Plebiscit je bil temelj, na osnovi katerega smo se odločili, smo naši vladi, katere predstavnik je danes tukaj, predsednik osamosvojitvene vlade, gospod Lojze Peterle, ki ga lepo pozdravljam. V naši sredi pozdravljam predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Košco. Dovolite mi seveda, da pozdravim našega župana, gospoda Smoleta. Jaz mislim in da pozdravim vse, ki ste danes z nami. Zbrali ste se, kot je bilo že na začetku povedano, v kamri učenosti, v kamri modrosti. Tukaj z nami so knjige. Žal smo danes, ko smo pripravili to srečanje,
želeli predstaviti tudi knjižni zbor, ki je nastal na temo osamosvojitev Slovenije. Žal je ta izbor majhen. Na tem mestu bi lahko današnji zbor ponesel željo vsem, da začnejo pisati o tem času. Namreč to je čas, za katerega bodo morali spoznati tudi tisti, ki se takrat še niso rodili, ki sedaj prihajajo, ki bodo namesto nas prevzeli naše naloge. Spoštovani, želim vam prijetno druženje v naši knjižnici na sotočju dveh slovenskih rek, Save in Sole. Hvala lepa, kar ste. Knjižnica Medvode letos praznuje 10. leto samostojnosti. Je eno od osrednjih kulturnih središč naše občine. Zato se vsekakor spodobi, da besedo predamo tudi našemu županu Nejcu Smoletu. Naš župan je eden najmlajših slovenskih županov in tudi eden redkih, ki je bil v času plebiscita še rosno mlad. Domovino najbrž doživlja drugače, kakor tisti, ki ste že aktivno ali smo aktivno živeli v naši bivši domovini. Gospod Nec, prosim. Dober večer tudi v mojem imenu vsem. Veliko je nagovorov v tem decembrskem času, ne vem pa, če je takšen, pred katerim bi imel toliko velik respekt kot je današnji. Zakaj? Zato, ker tukaj pred mano sedite tisti, ki ste sanjali in dosanjali in poskrbeli za to, da lahko sanjamo tudi tisti, ki, če bi rekli, da se tistega časa spomnimo, bi se najprej debelo zlagali. Ker pred 3 oziroma 4 letih se res ne spomnim kaj dosti od tistih prelomnih časov. Spomnim se pa, odkar delam v medvoški kulturi, da je pohod na Jakoba nekaj posebnega. Pohod na Jakoba je v zavesti tistih, ki, kot rečeno, pred 30 leti nismo bili zraven, pa smo se pridružili pred recimo 15 prvič, je en prostor srečevanj ljudi širokega pogleda. In res iskreno tako jaz doživljam naš pohod na Jakoba. Vsako leto pridejo tja gor ljudje dobre volje, ljudje, ki znajo praznovati praznik slovenske pomladi, ki se ga znajo veseliti tudi včasih in tudi v momentih, ko mogoče temperature niso prav pomladanske. In na tej točki bi se ob tej priliki, pa potem bom to zahvalo gotovo prenesel še ob tednu osorej na samega Jakoba, posebej zahvalo tistim, ki ste tukaj že od začetka. Seveda vsem tistim, ki ste pred 30 leti prigazili na Jakoba in s tem poskrbeli, da so Medvode, edina prava Mezopotamija v Sloveniji, edini popek civilizacij v Sloveniji, da so tudi Medvode doživele en velik pljusk, če ostanem pri vodah, tega duha tistega časa. In zato, ker ste takrat si vi vzeli čas in imeli pogum, prišli k nam na Jakoba, praznujemo danes in vsako leto tudi mi skupaj z vami. Iskrena hvala za takrat, iskrena hvala Janezu in ostalim, ki ste skrbeli vseh 30 let, za to, da nas opominjate in spominjate. In hvala vsem našim občanom, ki ste svetega Jakoba vzeli za svojega. Naj tako ostane tudi še naprej. Hvala. Hvala gospodu županu. Posebna čast pa nam je, da imamo nocoj v svoji sredini gospoda Alojza Kovšca, predsednika Državnega sveta, ki je prav tako zbral nekaj misli za nocojšnji slavnostni dogodek. Prosim. Lahko se pripognem, lahko pa podaljim. Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni župan občine Medvode, gospod Nec Smole, cenjeni direktor knjižnice magister Igor Podbrežnik, cenjeni gospod Janez Šuštešič iz odbora svetega Jakoba 1990, spoštovani prvi predsednik naše prve vlade, gospod Alojza Peterle, spoštovani gospod bivši minister Janez Dular,
spoštovani gostje, v veliko čast in priznanje si štejem, da lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, otvorim to nocojšnjo razstavo o 30-letnici najbolj enotne in najbolj smele odločitve Slovenk in Slovencev za samostojnost Slovenije. Pred nami je praznični čas, torej nova, enkratna priložnost, da malo upočasnimo svoj neusmiljeni delovni tempo, ter da svoje misli usmerimo bolj vase. Vse kritična ost teh misli najde zlasti v tem obdobju pot do bistva stvari, pa če nam je to všeč ali ne. In to velja tudi za politiko, v najbolj širokem pojmovanju te besede. Politik mora služiti svoji državi, njenim državljanom in lastnim idealom na odprt, demokratičen in nevsiljiv način. Dosledno in brezkompromisno. A dejstvo je, da je realnost vse prej kot to in da se odnos ljudi do politike iz leta v leto slabša. Okrušeno zaupanje v politiko in politike je usodno načelo zdaj že temeljne stebre, na katerih je zrasla in se izborila slovenska država in z njo njena samostojnost, ki jo slavimo prav danes. Koliko močnih in naravnost čudovitih besed se skriva pod črko S. Slovenija, samostojnost, svoboda, suverenost, samozavest, solidarnost, strpnost, sožitje. Se strinjate? 23. decembra leta 1990 je zbrana gruča nadobudnih ljudi pri cerkvici na Svetem Jakobu nad Medvodami verjela v te močne vrednote pod črko S in tako z navdušenjem pričakala rezultate plebiscita. Malo po polnoči se jim je na praznovanju pridružil celoten slovenski politični vrh. Plebiscitarna odločitev je presegla sanje narodnega prebujenja ter v enotnosti prvič v zgodovini povezala pravzaprav vse Slovenke in Slovence kot narod, ki si zasluži svojo svobodno državo. Kaj zasluži? Zahteva in je zanjo pripravljen darovati tudi tisto najbolj sveto – življenje. In tako kot se je porodilo rojstvo nove mlade Slovenije, tako se je krepila narodna samozavest ljudi, ne glede na starost, socialni položaj, spol, ideologijo, v enosti in enkratnosti zgodovinskega trenutka, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Vesel sem, da se je v fotografski objektiv Igorja Modica, Iztoka Pibana in Petra Košenine ujelo te trenutke zmagoslavja, enosti, večdesetletnih druženj in da smo lahko prav nocoj del te velike in nepozabne zgodbe. Spoštovani, tradicionalna praznovanja na Svetem Jakobu po prazniku samostojnosti in enotnosti Slovenije so srečanja prav posebne vrste in prav posebnega pomena. Kot je preroško zapisal pesnik, ki ponosno nosi Slovenijo globoko v srcu in je tudi danes tu med nami in ste ga že slišali, gospod Tone Kuntner. Srečamo se na poti na goro, na strmi, skalni, nevarni poti. Ne ustavimo se in ne govorimo. Le dober dan in srečno pot si zaželimo. In ko se srečamo zopet v dolini, vemo, da smo prijatelji. Slovenija praznuje in prav je, da ji nazdravimo ter zaželimo ali najboljše. Le združeni kot takrat, leta 1990, enotni v odločnosti, samozavesti v pogumu, smo lahko nepremagljivi in neprekosljivi tudi danes, kot ste v obilu zapisali, 30 slovesnih srečanj kasneje.
Na temeljih naše osamosvojitve je odgovornost države Slovenije, da nudi in zagotavlja dostojen in varen dom vsem svojim državljanom. In zato, gospe in gospodje, se je bilo vredno, je in se še bo vredno boriti. Srečno pot, Slovenija. Srečno pot, prijatelji. Ana Lucija Jezeršek nam je ob spremljavi Jana Podjeda zapela pesem Tvoje ime Slovenija. In po njenem nastopu je nastopil čas, da pred mikrofon povabim človeka, ki je 30 let zaslužen za praznovanje Dneva samostojnosti na Svetem Jakobu. Lahko rečemo, da je to izjemen projekt. Projekt, ki izpoveduje pripadnost, ljubezen do domovine. Da gre za srečanja, ki so postavljena nad dnevno politiko, postavljena v smer dialoga, povezovanja in sodelovanja vseh ljudi dobre volje. Gre za pravo praznovanje državljanov. In tudi zaradi organizacije teh srečanj je gospod Janez Šušteršič postal častni občan občine Medvode. Gospod Šušteršič, prosim.
Hvala za pohvalne besede, čeprav bi jih tudi pomnožil s kakšnim faktorjem, da se to zmanjša, ker od enega človeka ni odvisno praktično skoraj nič. Če ne deluje skupina, veste, da se ne da narediti skoraj nič. Bilo je že toliko lepih zadev povedanih, da, kar sem mislil tudi sam povedati, bom pač moral improvizirati, zato mi oprostite, če zadeva ne bo toliko konsistentna. Tistega, spomnim se čestitke za Božič, ki mi je poslal gospod Lojze, enkrat je napisal citat Leonarda Cohena. Nobena razpoka, nobena špranja ni tako majhna, da ne bi na njo posvetila prodrla svetlova. Tisti dan, 23. decembra 1990, je bivša država, naš politični sistem, imel že kar precej špranj. In v te špranje je posvetila svetloba plebiscita, posvetila svetloba upanja za boljše življenje, vera v pravičnost, v mir in skratka, to je nas, ta euforija nas je navdala tisti dan in v bistvu se teh ur tega dneva se, kar se zdi, biti nenavadno se spomnim, kot da je bilo včeraj. Bilo je, nekako sem bil nervozen, zato ker danes se govori toliko o enotnosti, ki je bila takrat. To ni bilo take enotnosti, kot jo deklariramo zdaj. So določene politične sile, so z vsemi sredstvi zavirale ta proces osamosvajanja, ampak na koncu je zmagalo ljudstvo, na koncu je z glasovanjem to potrdilo. In na koncu smo se tudi s tistimi, ki se ne strinjajo s tem, smo se sporazumeli in to je velika vrednota začetka te naše države. Vsi so me spraševali, zakaj smo čakali rezultate plebiscita, še zdaj včasih kakšen zapečkar vpraša. Ja, glejte, Svet Jakob je, govorim osebno, jaz sem rojen s pogledom na Svet Jakob. Prva slika, ki jo vidim, je Svet Jakob. Živim v isti sobi s pogledom in se zbudim s pogledom na Svet Jakob, tako da ne morem biti objektiven do tega. Ampak to je nek tak karizmatičen hrib, ki nima primere, saj za mene v daljni okolici. Z njega je razgled na največje simbole Slovencev, slovenskega naroda. Če gledate na levo, Triglav, da ne govorimo stol, pod stolom rojstna hiša našega največjega pesnika, potem Kamniške planine, Kranj, nesojena prestolnica dežele Kranjske, Šmarna gora, Zavrh, rojstna hiša Jakoba Aljaža, na desno prestolnica Slovenije, Ljubljana. In to vidite vsaki uri dneva, v vsaki uri je posebej po svoje čarobna. In to je logično, da tista nervoza, ki je bila tisti dan, da nas je pognala, da smo čakali, ker je za normalne ljudi bilo takrat, no in morda še zdaj, malce, če govorim v slengu, odštekano. In zbralo se nas je kar precej in se je ta množica povečevala. Razpoloženje je res bilo neverjetno, glede na to, da je padala sodra, da je padal sneg, da je bilo nekaj stopinj pod ničlo, da je bilo blato, da je bilo skratka neugodne meteorološke razmere, ampak razpoloženje je bilo slovesno
pa tudi po eni strani tesnobno. No, in o tem bi lahko pripovedal do jutri zjutraj, o teh občutkih, ampak najbolj je pa zaznamovalo to naše druženje dejansko tisto, kar je bilo pričakovano in se je tudi nepričakovano zgodilo, da se je v resnici na naš poziv pojavila malo po polnoči skoraj cela slovenska vlada z vodstvom koalicije, s Pučnikom in Peterletom na čelu, in da smo mi skupaj na tem hribu čakali, se veselili rezultatov plebiscita. Bila je to res v nekem smislu euforija, je bila pa tudi tesnoba. Mi smo nekako je s smokom v grlu, saj jaz govorim vlastne občutke, ker se je izkazalo, da ta strah ni bil odveč, kaj se je zgodilo potem na Hrvaškem, v Bosni, na Kosovu, na Čečeni, kaj je še vedno na Irskem, kaj je v Baskiji, Kataloniji, karkoli, kakšni krči so to, da nek narod doživi svoj vrhunc, kot je naš Tone, naš prijatelj rekel, vrhunc svojo državnost. No in jasno, ta dogodek je bil tako močen. Si predstavljate, da je oblast iz direktno Cankarjevega doma v večernih oblekah v Salonarjih prišla po teh nemogočih poteh na vrh hriba, kjer smo bili plebejci, smo se veselili za cvičkom, ki je imel nižjo temperaturo kot ledišče vode, in da smo skupaj čutili to. Jaz ne vem, če je kje v kakšni državi, v kakšnem narodu se lahko kaj tak spoj plemstva in plebejstva, bi rekel, da se je zgodil. Jasno, to je bil tako močen dogodek, da je nujno terjal, že ko sva se z dr. Duhovnikom vračala po bližnjici čez vrh Brezovice, ko smo bili na večeri v Mežnariji pod Svetim Jakobom, sem rekel, to moramo mi ohraniti. In dejansko smo s kolegi Albinom Koširjem, predvsem s Katarinsko faro, naslednje leto v resnici v spomin na ta dogodek, in ker je postal ta 26. december praznik, dan samostojnosti in enotnosti, smo naredili pravo proslavo leta 91. In leto 92, leto 93, do leta 93 ne boste verjeli, v Sloveniji ni bilo ene proslave ob počastitev tega praznika. Mi smo bili edini. In naši prijatelji iz Italije, jaz sem upal, da bo danes prišel tudi gospod Korsi, ki mi je skoraj na pol obljubil, da pride iz Italije, so prišli, ker so videli na STA, mi smo že takrat dali na STA, da je neka proslava na Svetem Jakobu, in so prišli na ta Svet Jakob iz Italije. Si predstavljate, ni me več pomenil proslavljanje, da si duška, da imajo njihovi rojaki svojo državo, kot mi, v Mariboru, Celju, ali kjerkoli že, v Kranju. No, in te proslave, te dogodki so imeli že vsega začetka enak scenarij. Začelo se je s sveto mašo za domovino, potem smo pa pred cerkvijo po maši organizirali v narekovajih civilno proslavo za tiste, ki niso katoličani ali pa ki si dajo lahko duška. In so si dejansko vsa ta leta tudi ljudje, ki niso verni, so obiskovali to ljudsko prireditev in so si dali duška za svojim rodoljubljem in odnosom do domovine. No, pravi čudež je, moram reči sam, čeprav sem zdaj Albin pa jaz sva edina, ki sva bila vseh 30 ponovitev, ki bo. Jaz upam, da me ne zmrznem do takrat,
8 dni je še do naslednjega srečanja, so edina, ki so vsega srečanja bila na tem hribu. No in pravi čudež je, da se je ta zadeva, ta tradicija obdržala. Si predstavljate, kako tradicionalno neko zadevo naredite 5 let, pa so vsi euforični, ampak 10 let, recimo 20 let, kaj še ne 30 let, to ni šala, verjemte. Ampak, gledajte, nas so, ki smo to organizirali, zavezali ljudje, ki so bili te oči, te srečne oči, te iskreno rodoljubje. Jaz bi imel grozno slabo vest, če bi prišel Adriano Corsi ali pa Marjan Trpin iz Števeljana, kakor je rekel Gregorčič iz dežele Resko Mile, na ta hrib in bi rekel, ja, v redu, fino, malo bomo se pozdravili, pa bomo šli, to enostavno ne gre. No, letos smo pa posebej počaščeni, da nam je dejansko občina prevzela ta civilni del tega proslavljanja dneva samostojnosti in da smo s tem nekako dobili priznanje, da pomenimo v svojem kraju nekaj. Saj veste tisto iz Biblije, najtežje je biti prerok v lastnem kraju. In dejansko je to bilo neverjetno ravno zaradi tega, ker smo vsa ta leta je ta prireditev potekala, kot sem jaz rekel, na srčni pogon, z glasnimi sredstvi in tako naprej. In dejansko je tisti pregovor pravi, da najboljše stvari so zastonj, samo vse je dobro, če včasih kaj pomaga. Glede, v te prireditve, te taka zborovanja, kot je ta domoljubost, so še kako pomembna za nas. Poglejte, v zadnjem času se pojavljajo razna omalovaževanja osamosvojitve, dogodkov pred letom 90, po letu 90 in neko izkrivljanje. Češ, da je ta osamosvojitev, sem slišal pred nekaj časa in to ne enkrat, da je to produkt bil scenarija bivše Udbe in da vse tudi kadrovsko je tako izgledalo. Mi smo gledali v bistvu film, oziroma predstavo za javnost in potem se je osamosvojitev zgodila. Žal je tako. Je pa res, veste, tisti pregovor pravi, kdor nima pošlihtane, se pravičujem, doktor Dular rekel, toliko izrazov, zgodovine tudi nima prihodnosti. In že stari Grki so rekli, kdor ne pozna, pa ste pred par tisoč leti, kdor ne pozna svoje zgodovine, jo tudi ne more pozabiti. To je zelo globoka misel. No, zdaj bi se mogel, danes je glavni igralci so slike iz teh naših praznovanj. In bi se v tej priliki zahvalil gospodu Pipanu, ki je dal idejo za to srečanje, oziroma za to razstavo, ki je tudi rezerviral knjižnico, v naši knjižnici je težko rezerviraš, moraš rezervirati že eno leto ali pa še več naprej, da se lepo kakšna zadeva zgodi. Tak kulturni center je to, tak prestižni kulturni center. In potem hvala gostitelju in tudi soorganizatorju knjižnice Medvode, predvsem hvala fotografom, gospodu Košenini, gospodu Bobotu, gospodu Modicem in jasno gospodu Pipanu, ki je tudi pretežni del teh fotografij prispeval.
upam, da se bomo potem, ko se bomo preselili tam v čitalnico ob pijači, lahko še kaj pogovorili o teh dogodkih. Jaz bi za konec vam voščil vesele in blagoslovene božične praznike in imam željo, da se nam pridružite na Svetem Jakobu čez 8 dni. Vreme bo, to je definitivno. Jaz sem v zadnjem času bral en švedski pregovor, prav, ni slabega ali lepega vremena, so samo dobre ali slabe obleke. Hvala lepa za pozornost in srečno. Čuje zemlja in nebo, kad nas povrati mi bojo. Naj se od ust do ust razliga, kad tu med nami vsak prisiga. Da srca zvisto kako Moški pevski izbor Preskal nam je zapel pesem Pobratnija. In zdaj je čas, da se posvetimo tudi današnji razstavi fotografij, ki so jih prispevali, kot rečeno, 3 fotografi. Najprej Igor Modic iz fotografske agencije Bobo, nato Iztok Pipan s TV Medvode in Peter Košenina, sodelavec Gorenjskega glasa. Njihove fotografije so dokumenti časa. So odlične dokumentarne fotografije, s katerimi so fotografi poskušali na čim bolj iskren in objektiven način prikazati dogajanje na Svetem Jakobu. Fotografije so posnete na nevpadljiv način. Ljudje na fotografijah se niso zavedali prisotnosti fotografa ali pa niso imeli časa ter potrebe prilagoditi svojega vedenja.
Zaradi tega so dokumentarne fotografije z Jakoba še posebej zanimive in bodo ostale del zgodovinskega spomina. Prosim Iztoka Pipana, da v imenu vseh treh avtorjev spregovori o razstavi in o načinu izbora fotografij. Takole, jaz bi začel tako, da je tudi obujanje spominov na svetega Jakoba, obujanje spominov na začetke naše televizije, kajti tudi naša televizija je začela še pred plebiscitom in smo se takrat učili, kako se dela televizija, in tudi ko smo izvedeli, da vi praznujete prvo srečanje na svetem Jakobu, smo mi tukaj v Medvodah praznovali to odločitev skupaj z Medvoško godbo pred gostilno Bencak, in potem so nam rekli, pa se nekaj dogaja na Jakobu, in smo rekli, v redu se peljemo gor. Mi smo en zelo star podrt avto, eno 100 enko z glizanimi gumami, nismo do gor prišli, priznam. Ostali smo na vasi Brezovca, naredili smo iz videokamero 3 kadre, cerkvice osvetljene, in potem smo se peljali naprej proslavljati tukaj dol v Medvode zgodbo. Hvala Bogu, je bil takrat gor z vlado Igor Modic, ki je naredil tele dokumentarne fotografije, med katerimi je meni tista doktorja Rupla s pasošem vedno v podzavesti, ko se spomnim na Jakoba, pa ne vem, zakaj me ta fotografija vedno na to spominja. In hvala Bogu, da je bil takrat gospod Modic gor in da je te fotografije ohranil in da nam bodo pač ostale v zgodovinskem spominu. Jaz konkretno sem svoje slike delal skozi pomoč Janezu pri organizaciji te prireditve. Treba je povedati, da je naša televizija dolgo vrsto let nudila tako tehnično pomoč pri izvedbi prireditve kot ozvočenje, samo vodenje prireditve, pomoč pri igralcih, voditeljih, in da smo pač takrat delali dokumentarne fotografije zraven kot televizijski arhivski material. Nabral se je pa več kot 1200 fotografij, zdaj, ko sem tole izbiral v vseh teh letih, ko smo bili gor. Zaradi tega je bil ta izbor mogoče malo težje delati, kar se mene tiče, malo lažje bo mogoče kolegu Petru Košenini, ki je gor hodil posebej z namenom narediti dobre fotografije, ker on je fotoreporter za časopis Otočje pa Gorenjski glas in je imel že nalogo, da naredi dobro reportažno fotografijo. Tako da lahko rečem, da gre res za fotografije, kjer smo fotografi poskušali pokazati tisto, kar se je tam čutilo, tisto energijo pozitivno, tisto pristno slovensko navdušenje. In moram reči, da si sam želim, da bo Janez vztrajal na tej poti še naslednjih 30 let ali pa še kaj več. Če ne, bomo pa samo pošiljali slike iz Jakoba vsako leto dol in seveda se veselim, da bom tudi letos naredil kakšno lepo fotografijo, zato vas vse vabim, da pridete gor, pa se ne skrivate pred fotoaparati. Hvala. Prireditev ima veliko rednih obiskovalcev, ne le domačinov in politikov, ampak vsako leto privabljajo obiskovalce iz Slovenije in zamejstva, kar ji daje posebno mesto med tovrstnimi praznovanji. Poleg uradne državne proslave v prestolnici je to vsekakor dogodek, ki na ljudski, simpatičen, pa vseeno dostojanstven način obeležuje samostojnost in enotnost. Za Slovence iz zamejstva, tako Italije in Avstrije, kakor tudi za izseljence iz Argentine, ki so tudi velikokrat udeleženci slovesnosti na Jakobu, pa je to dogodek, ki jim dviguje narodno zavest. Zato je prav, da nam nocoj Ana Lucija Jezeršek
s pomočjo Jana Podjeda zapoje tisto lepo Rož podjuna zila. Srečanje na Jankovu ima vselej zanimiv zaključek v gostilni Dobnikar na Katarini, kjer prisotni med sabo javno delijo mnenja o svojem doživljanju domovine. Zato bi izkoristila priložnost in na podobno izpoved povabila predstavnike osamosvojitvene vlade. Če bi kdo želel nagovoriti prisotne in predstaviti svoj pogled na takratni čas, ali še bolje, kako vidi svoj pogled na to, kje so rešitve, kako naj se izpolni na sanje, pričakovanja vseh, ki smo takrat glasovali na plebiscitu za evropsko Slovenijo. Jaz mislim, da moram kar majčkeno izzvati in ne bo mi težko, kajti gospoda Peterlika res še nisem imela tako blizu sebe in sploh še nikaj nisem bila v poziciji, da bi tako z lahkoto izzivala. In tako da, gospod Peterle, vem, da radi pojete in vem, da vam ni težko spregovoriti, tako da, prosim. Iskrena hvala za ta izziv. Dragi vsi, ki vam ne pojenja slovenski ogenj v vaših srcih. Ker je spomin še kar jasen, si bom vzel nekaj minut, da vam bom povedal nekaj dejstev, za katera mislim, da so bistvena za to, da tudi danes praznujemo. In rad bi povedal nekaj, o čemer doslej nisem še nikjer govoril. Zakaj se mi zdi rezultat na plebiscitu bistven. Ampak predno do plebiscita pridemo,
bi rad omenil še nekaj drugega. Zakaj je prišlo leta 90 do situacije, v kateri ni šlo več samo za sanje, izjave, predloge, upanja, pesmi? Zakaj je prišlo takrat do preobrata, ki je pripeljal do izpolnitve večstoletnih sanj? Na prvih demokratičnih volitvah so zmagale tiste demokratične sile, ki so se povezale v predvolilno koalicijo Demos, ki je nastopil z jasnim programom, z dvemi glavnimi točkami: osamosvojitev in demokratizacija Slovenije. Zmagali smo s približno 55%. In že takrat so nekateri govorili, da je to malce premalo za osamosvojitev. Da to pomeni 1:1, 50:50. In ne morem mimo spomina, da je 16. maja, ko je bila izvoljena Demosova vlada, potekalo odvzemanje orožja slovenski teritorialni obrambi. Izbrali so izvrsten čas, ko stara vlada ni več delala, nova pa še ni začela. Takrat je odšla večina slovenskega orožja v skladišče Jugoslovanske ljudske armade in smo ga osvobajali kasneje. Skratka, mi smo se napotili v osamosvojitev golih rok oziroma praznih rok. Zato bi rad povedal, da jaz praznujem čisto svoj dan kot začetek Slovenske vojske. Zame je ključni datum pri postavljanju Slovenske vojske 17. maj, en dan potem, ko je bila izvoljena moja vlada, ker smo tisti dan začeli s pripravami na obrambo. Nekoč je Manfred Werner, ki je bil generalni sekretar NATO, vprašal, v čem je skrivnost slovenskega uspeha, ker je Jugoslovanska armada veljala takrat vsaj za 4. najmočnejšo v Evropi. Odgovor je bil zelo preprost. Vedeli smo, kaj se nam lahko zgodi. Delali smo za to, da se nam to ne bi zgodilo. Imeli smo vso formalno podlago za to, ker smo imeli v takratni jugoslovanski ustavi pravico do samoodločbe in odcepitve zapisano, pa se z Beogradom ni dalo zmeniti. Torej, mi smo vedeli, kaj se nam lahko zgodi in smo bili na to pripravljeni. Ne bom zdaj razlagal, kako je bilo z drugimi po Jugoslaviji. In moramo omeniti v tej zvezi potem drugi 17. To pa je 17. december, ko se je v Kočevski reki prvič pokazala slovenska vojska. Takrat sem rekel, da je zadišalo po slovenski vojski in to se je res zgodilo. Mi smo hoteli takrat pokazati vsej Sloveniji in svetu, da smo pripravljeni braniti slovensko voljo po svobodi, samostojnosti, tudi za ceno življenja, kar se je, žali Bog, pol leta kasneje tudi zgodilo. Ampak tam so stali ljudje, ki niso, ljudje v Kočevski reki, mislim, ki so čutili, sem prepričan, enako težo časa, kot smo ga tisti redki politiki, ki smo bili tam. Vedeli smo, da gre za res, vedeli smo, da lahko po nas pade, vedeli smo, da smo bili takrat še šibki, ampak en teden pred plebiscitom smo hoteli pokazati, da imamo silo, na katero stavimo, in imeli smo tudi že nekaj orožja. Rad bi povedal, da smo imeli tudi večino denarja natisnjenega tiste dni pred plebiscitom, če bi se dogajale stvari po denarni strani. To omenjam zato, ker je vlada marsikje po Sloveniji prepričana, da je vlada začela delati šele po plebiscitu. To ni res, mi smo zmagali s projektom osamosvojitve in vlada je prevzela nase operativno breme te naloge, oziroma tega projekta. Zdaj pa pride tisto, o čemer pravim, da doslej še nisem govoril.
Jaz sem vesel, da je prišlo 6. decembra do podpisa sporazuma, kako gremo na plebiscit in tudi do sprejetja zakona o tem. Smatram, da je to eden svetlejših trenutkov v slovenski zgodovini, ko sta bila vladajoča pozicija, takrat Demos, in opozicija, stranke komunističnega porekla, da so se bile sposobne dogovoriti, kako gremo na plebiscit. Pogovori so bili težki, pogajanja so bila težka, vendar je na koncu prevladala, bi rekel, neka modrost, ki se je končala z nekim kompromisom. Mogoče smo imeli različna pričakovanja, različne račune, ampak rekel bi, zadeva se je dobro iztekla. Tisti dan, ko smo sprejeli ta zakon, je bilo tudi vsem doma in po svetu jasno, da če se bo plebiscit izrekel za, da bo morala biti samostojnost proglašena najkasneje pol leta po tistem. Tako se je potem tudi zgodilo. Zdaj pa tvegam domnevo. Kaj bi mi danes praznovali, če bi se plebiscit zaključil 50-50? Ali pa 52 proti 48? Ali pa 60 proti 40? To, da je ljudstvo tako enotno nastopilo in izrazilo svojo politično voljo, je zame eno od ključnih dejstev na poti v osamosvojitev, plebiscit sam po sebi. Ampak ta rezultat je po mojem mnenju zaprl vsako resno razmišljanje o delitvi ali o državljanski vojni na to temo. To je moje prepričanje, do katerega sem prišel kasneje. Namreč, spominjam se, da so, namreč jaz kot šef vlade nisem čutil tiste enotnosti, o kateri se danes govori. Veste, da so zbirali podpise za tako neke mirovne resolucije, da naj bi se odpovedali vojski. Tudi v predsedstvu so se našli taki ljudje. Skratka, stvari niso bile preenostavne. Državnega tožilca so podirali v tednu, že pokojnega Toneta Drobniča, en teden pred proglasitvijo samostojnosti je še tekla gonja proti njemu. Skratka, na neki ravni je borba tekla ves čas in tudi ideja o podiranju Demosove vlade je bila živa tudi v dnevih vojne. Spominjam se nekega stavka nekoga, bom rekel pogojno, z druge strani je rekel, sam malo počakamo. Eden je rekel, ko bodo videli prvi tank. To je eno od napačnih predpostavk. Glejte, mi smo videli 800 tankov. Gospod duhovnik je poskrbel za malo betona, da je šlo lažje skozi. Mislim, da ni šlo skozi, tako rekel. Da je šlo naša stvar skozi. Tako da, ko jaz vse tole premišljujem, mislim, da smo res doživeli darilo. In sem vesel, da se nekatere predpostavke ali računi preprosto niso izšli. In tisto, kar se je zgodilo pri svetem Jakobu, tisto noč, tako rekoč že drugi dan, Janez, ti si rekel, da ste bili plebejci. Jaz bi rekel takole, gor smo prišli kot plebejci, dol smo šli pa vsi kot plemiči. Mislim, da se je pri svetem Jakobu zgodila ena simbolna preobrazba. Tudi takega srečanja med tako imenovano izvršilno oblastjo in ljudmi, rekel, eno so veselice, eno so pa druge zadeve. In tukaj se je zgodilo nekaj bistvenega in kot sem rekel po zdravu, to se tukaj ne konča. In svet Jakob je svet kraj, je edinstven kraj, je simboličen kraj. In jaz sem vesel, da ga čutijo tako že tudi tisti, ki izziva niso doživeli na tak način kot tisti, ki smo bili odgovorni za to, da bomo projekt izpeljali. Zato jaz, kadar vidim svetega Jakoba, tudi jaz ga kdaj vidim lahko z mojega bloka,
jaz zmeraj praznujem, pa tudi če ga ne vidim. In meni ostaja to v najsvetlejšem spominu, moram reči drugače. Pozabljam na obraz, pozabljam na... Vem, da je prišel tisti telefon, zabeljen z zelo, pozdrava vredno grožnjo, da ne greste dol, dokler vlada ne pride gor. Tako smo to razumeli takrat, ko smo se pogovarjali in jaz sem vesel, da je bilo to tako. In jaz sem vesel, da je bila ta vojna za Slovenijo. Ta nas je resnično poenotila. Pustimo tiste nekatere, ki so mislili o drugih zadevah. To lahko vsi praznujemo skupaj. Ta vojna nas ni razdelila in vse, kar smo takrat naredili, samostojnost, uvedba denarja, zmaga v vojni za Slovenijo, mednarodno priznanje, smo naredili za vse nas, pa naj mislimo o tem ali onem, kar vsi svobodno hočemo. In jaz v tem vidim tudi odgovor na vprašanje, kako do rešitev. Jaz mislim, da je slovenska pomlad, če gledamo v ožjem političnem smislu, pač ni imela prilike niti enega mandata, da bi zadeve izvedla bolj celovito. Danes tudi tisti, ki so pomagali podirati Demos, priznavajo, da je bila to napaka. Jaz ne rad govorim, kaj bi bilo, če bi bilo in tako naprej. Ampak jaz mislim, da če bi imeli en mandat, kaj šele, če bi imeli dva, kot so ga imeli Slovaki ali Madžari ali Poljaki, bi verjetno Slovenija izgledala drugače. Ampak tudi zdaj ne moremo obnoviti Demosa, ker nam polovico Demosa manjka. Mi levega dela Demosa nimamo več. Imamo gnečo na desni strani, nimamo več socialdemokratov, Pučnikovega tipa, nimamo več zelenih, tudi nimamo več Grossovih liberalcev. Pol Demosa, bi rekel, manjka. Mi smo videli takrat celo pahljačo, danes te pahljače žal ne vidim. Trdim pa nekaj, da je slovenska pomlad takrat z Demosom pokazala politično odgovornost, politično enotnost in pušča za seboj model akcije skupnega nastopa, kadar gre za res in če se želi kdo navdihovati, inspirirati za svoje politične namene, potem mislim, da mu slovenska pomlad z Demosom na čelu daje za to vso podlago oziroma vso priliko. Pokazali smo, kako se da stopiti skupaj, zmagali smo za edinstven in največji projekt slovenskega naroda. Jaz sem vesel in ponosen, da sem lahko v tem nasmehu sodeloval ali da sem bil deležen daru, o katerem upravičeno govori prijatelj Tone. Tako da se opravičujem, ker tako dolgega govora z moje strani še niste slišali. V Evropskem parlamentu sem bil navajen govoriti 2 minuti, ampak zdaj sem si malo več časa vzel. Tudi zato, ker se kar neka megla pojavlja. In ko včasih kakšne stvari poslušam, mislim, da to ni bilo tisto, v čemer sem sodeloval sam. In mislim, da je prav, da ne dovolimo, da se spomin na tiste čase zamegli ali zabriše ali zamaže in garancija, da se to ne more nikoli do konca zgoditi v napačno smer, mi je Sveti Jakob, ste mi vi, vsi pričevalci, praznovalci, fotografi, organizatorji, pevci, igralci, duhovniki. In jaz si samo želim, da bi doživel še čim več svetih Jakobov. Želim si, da ta ogenj
živi naprej, gori v nas naprej in dokler bo gorel, bo trdno ostala tudi samostojna in demokratična Slovenija. Bog je živi, vse dobro vam želim, miru in veselja za Božič, v novem letu pa naj bo čim bolj po vašem. Hvala lepa za te res lepe besede. Mislim, ker je nocoj čas nekakšnega svojvrstnega spomina, si bom dovolila vzeti minuto še zase in povedati nekaj, česar pač ni v teh listih. Sama sem namreč imela srečo, da je bil moj oče neke vrste poseben keralc in ko sem se rodila, mu je bilo 65 let. To pomeni, da je dal skozi Prvo svetovno vojno, da je bil partizan v Drugi svetovni vojni in ko je bil čas oditi na plebiscit, je bila nedelja. Jaz sem rasla gor v planinski družini in tisto nedeljo seveda ni bilo nobenih šans, da bi kdorkoli šel kam gore, da se ja ne bi zamudila na plebiscit in smo, mislim, da prvič in zadnjič resnično šli na volišče skupaj kot družina. In potem so prišli rezultati plebiscita in moj oče, ki je bil takrat 87 let, je rekel, no zdaj pa jaz ne rabim resnično ničesar več, zdaj lahko umrem. In umrl seveda ni še kupico let. Potem, ko je prišla vojna za Slovenijo, se je nemudoma javil za prostovoljca, če ga kdorkoli potrebuje in potem smo rekli, da lahko gre čuvati osnovno šolo Pivniček, kar je seveda počel ves čas, ko je bilo to potrebno. In skratka, res sem vesela, da nocoj povezujem ta dogodek, ker so se mi pač utrnile te misli ob tem in resnično upam, da se bo obdržal tako Jakob, srečanja na Jakobu in vesela sem, da živim v takšni državi, v državi, kjer smo ljudje dobre volje, ki upamo, da bo, oziroma verjamemo, da bo jutri lep nov dan, kljub temu, da je mogoče danes večkrat oblačno, zato pa stopimo skupaj in razpihamo tiste oblake, pa je potem zagotovo lepo. Skratka, ob koncu tega današnjega odprtja dovolite, da se še enkrat zahvalim vsem trem avtorjem za njihove fotografije. Ani Luci Jezeršek in Janu Podjedu ter moškemu pevskemu zboru iz Preske za njihove pesmi. Zahvala velja knjižnici na Sotočju za njeno gostoljubje in direktorju Igorju Podbrežniku za pomoč pri pripravi dogodka. Zahvala gredo še Bobu Živuloviću iz fotografske agencije Bobo, Kmetijski zadrugi Medvode za pogostitev, televiziji Medvode in za nekaj sponzorskih sredstev tudi podjetju Dr. Duhovnik DOO iz Semičice. Hvala vsem vam za udeležbo. In za konec še ena domovinska v izvedbi moškega pevskega zbora, Freska. Naj bo pomlad. Vam vsem pa kličem na svidenje na Svetem Jakobu še velikokrat.